Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Dobrodošla v pogovorni epizodi, kjer gostim Emo Polanec. Ema se je pred poroko pisala Igličar in je moja sestra, s katero sva si v nekaterih pogledih zelo različni, v nekaterih vzorcih pa izjemno podobni. Njena zgodba je meni ena tistih, ob katerih sem se večkrat spraševala in tudi podvomila, če se res vse zgodi z namenom. Vedno sem govorila, da ne poznam osebe, ki bi si tako močno želela materinstva, in leta, ko je bilo namesto tega dano toliko enih preizkušenj, enostavno nisem razumela, zakaj. Njena težka pot ima srečen razplet in menim, da je ena tistih, ki daje navdih, spodbudo, dokaz, da je v življenju vredno vztrajati in ne izgubiti upanja. Izredno sem hvaležna Emi, da je sprejela povabilo na pogovor, v katerem spregovoriva tudi o njeni poti kot glasbena pedagoginja, kot poporodna dula, o tem, kje je skozi leta iskala svojo vrednost, o tem, kako nikoli ni obupala in izgubila upanja, o 2 rizičnih nosečnostih in sprejemanju omejitev, ki sta jih prinesli, o tem, kako danes goji hvaležnost in skrbi zase, o pomenu močnega partnerstva in podpori bližnjih. Srčno upam, da bo tudi tebi ta pogovor v navdih. Ema, najprej hvala, da si vzela čas in da si sprejela povabilo. Z veseljem. Res, takoj, ko si mi napisala, sem vedela, da bom rekla ja. Tako da ja, hvala za vabilo. No, jaz sem pa najprej mislila, jaz sem si najprej v glavi začrtala, imela bom neke ustvarjalce, oziroma nisem se omejila samo na ženske, ampak enostavno več vas poznam, ki bojo bile pripravljene deliti tudi nekaj na temo duševnega zdravja. In najprej so bile to večinoma neke ilustratorke, fotografinje pa tako, enkrat me je pa pol sam prešinil, v bistvu point tega, kar želim, je pa, da se deli zgodbe z izzivi in pač vsak pove svoje, kako je šel čez te izzive. In ko sem to pomislila, sem rekla, sigurno hočem tebe pa tvojo zgodbo. Pa odpriva karte. Za začetek ti dam čisto prosto. Kako bi se ti predstavila, kdo si, kaj te definira, kaj te veseli? Sem Ema Polanec, mamica 2 sončkoma, 2 leti staremu malčku in 5-mesečni dojenčici. Po poklicu glasbena pedagoginja, poučujem glasbo in vodim pevske zbore na osnovni šoli.
odkar sem pa mama, pa tudi strastna raziskovalka materinstva, poporodnega obdobja, iskalka dobrega počutja in skrbi zase kot žensko, ženo, mamo. Po duši sem ustvarjalka in ženska, ki se v življenju ne predaja. Lahko bi rekla, da sem trmasta, vztrajna, hkrati pa perfekcionistka, ki se močno uči spuščati kontrolo, prepuščati nadzor in pa živeti in uživati v danem trenutku. Ja, ko to poslušam, se spomnim, koliko sva si sploh v enih obdobjih bili na neki način različni, ampak ene vzorce imamo pa Ja. se pa vidi, da sva odraščale v istem okolju. Do zdaj sem ponavadi začela najprej z ustvarjalno potjo, pri tebi pa začela najprej z duševnim zdravjem. Kakšne imaš ti izzive za sabo, ki bi jih bila pripravljena podeliti? No, glih preden sva začeli snemati, sva se pogovarjali o tem, kako globoko zariti oziroma zapluti v te moje preizkušnje. In ja, sem se odločila, da podelim, da je bil pač moj največji izziv oziroma najtežja preizkušnja v življenju pot do materinstva, pot do rojstva najinih 2 zdravih otrok. Tako da bova se malo te teme dotaknili. Ja, jaz to zgodbo poznam, tako da mi je že zdaj hudo, oziroma ne vem, a hudo, pa hkrati lepo. Ja, kaj bi bila pripravljena podeliti od te poti, od teh preizkušenj do materinstva? Pot do materinstva me je vodila skozi 5 spontanih splavov. Potem, ker naravno nekako ni šlo, sva se odločila za 3 umetne oploditve, ker naj bi bilo to možnost, da uspe, da pač uspešno donosim zdravega otroka, ampak žal tudi tam ni bilo srečnega konca. Danes pa sem mamica 2 leti staremu malčku in dojenčici, stari 5 mesecev, ki sta zame mala čudeža in lahko bi rekla, da tudi za medicino sta prišla po naravni poti. Ko sem sama, še danes vem dan in kraj, kjer sem pogledala v nebo in rekla, 2 možnosti dajem vesolju, ali mi zmanjšaš željo po otrocih, da bom lahko normalno živela naprej, ali pa naj bo. In tisti mesec sva izvedela, da je na poti najin prvi fantek. In za njim še kar kmalu še najina deklica, ki je stara 5 mesecev. Jaz se spomnim, da takrat, ko sem šla čez izgorelost, se mi je zdelo, kakor da je naju življenje udarilo točno tam, kjer naju v tistem trenutku najbolj bolelo. Meni je bilo takrat to delo, jaz sem se zelo skozi delo identificirala, pretirano. In se spomnim, ko sem šla na to bolniško in takrat bila mentalno in telesno nesposobna delati, tako se mi je zdelo, se mi je zdelo, da sploh ne vem več, kdo sem in kaj naj zdaj s svojim življenjem, kaj naj delam, kaj je moj plan za naprej, kakšne so moje želje. Ti si pa od nekdaj in izbirala partnerja in imela take hobije in ustvarjala pač, bila si, ali se temu reče materinska, ali družinska, ali rada si skrbela za dom in tako, in lepe odnose. In ja, vsi smo od odzunaj te gledali in vedeli, da je tebi namenjen biti mama, in pol to kar ni šlo in se sprašuješ, zakaj, če komu glih tebi, ke si si toliko tega želela, zakaj glih tebi to ni dano? Kako se je tebi takrat zdelo? Kakšen je tvoj pogled na to? A se ti zdi, da življenje včasih ni fer, ali nam daje neke preizkušnje, ki, kaj, si jih ti mogla dati skozi, da si, ne vem, kaj pol bolj se prepustila, ali kako danes gledaš nazaj na to pot? Moja pot do materinstva je res bogata, v smislu težka in hkrati
me je izoblikovala, da sem danes lahko boljša mama. In vsak dan se zahvalim za to, da imam 2 zdrava otroka in in v bistvu gojim to hvaležnost, da mi je ob teh težkih preizkušnjah bilo dano tudi to, da sem dozorela v smislu, da mi je ogromno stvari nepomembnih, da jih lažje prebrodim, da ko pridejo ti dnevni izzivi, impulzi, da vem, da bom zmogla, ker sem že marsikaj težjega zmogla in da sem pač močna. Čeprav mi je bilo včasih, ko mi je kdo rekel, ne, naloženo nam je toliko, kakor zmoremo, bilo včasih tako, okej, ja, ampak zdaj bi pa vseeno imela tudi jaz kak zdravega otročka. Da pač, tako kot si rekla, izživim to, kar je v bistvu v meni živelo od majčkenega, skrb za otroke, tudi moj poklic, delo z otroki je vedno bilo mi je bilo vedno izpolnjujoče. Kaj se najbolj spomniš od tistih let, ko sta se trudila zanositi? A si kdaj bila na točki, ko si mislila, da boš obupala? Ne. Iskreno sem pač v sebi vedela, da enkrat bo. Čeprav zdaj, ko rečem to na glas, mi je itak vedno glas v glavi tudi govoril, kaj pa, če ne bo, ne, ampak tudi moja največja podpora, moj mož, on je vedel, da bo. In ko je bilo, je vedel, da je okej in da bom rodila. In brez, v bistvu brez neke, brez toliko močne podpore, kot jo sem jo jaz imela ob možu, najinih ožjih družinah, s prijatelji, s katerimi sem lahko o tem govorila, najbrž ne bi zmogla. Oziroma bi po moje mogla poiskati nekje kakšno zunanjo pomoč, ki je pač nisem iskala, ker sem vedno nekako čutila, da zmorem jaz sama s sabo in s svojo ožjo podporno skupino, skupnostjo, to prebroditi. Je kakšen nasvet, ki bi ga danes dala recimo enemu paru, ki se trudi zanositi, pa če se spomniš svojega, kje si se spomnim, ko sem se s tabo kdaj pogovarjala, tudi meni takrat se mi je zdelo, kako se zjutraj zbudiš in veš, da je del tebe ta velika želja in ne veš, a te čaka tega še en mesec ali en let ali več let. Kako takrat čez te trenutke pa vztrajati z življenjem? Se mi zdi, da je težko najti besede oziroma nasvet za par, ki se trudi, za starševstvo oziroma ki se trudi za svojega otročka, da bi ga dobil. Ker enostavno jaz vem, da takrat, ko sem jaz bila v tem, meni ni pomagalo, da mi je nekdo od zunanjih, govoril, saj bo, saj zdaj naslednjič pa bo, zdaj pa itak, da bo. Ne, ker sem bila v situaciji, ke že 3-krat ni bilo, pa zdaj 4., ja, zdaj pa valjda bo. Ja, ne, ni bilo, pa ni bilo niti 5., pa ni bilo niti na umetni ne 1., ne 2., ne 3. Ne, ko si tolikokrat izgubiš tisto neko upanje, veš, da si v bistvu samo ti tisti, ki lahko sam sebi daš, moč, da se dvigneš, da vsak dan vstaneš in greš v življenje, v dan, z upanjem, optimizmom in z neko voljo do življenja. Kako bi ti rekla, da se je skozi leta spreminjala tvoja vrednost, ki si jo iskala in kako je to vplivalo? Zagotovo sem vrednost ves čas iskala v tem, da enkrat bom mama. Ampak ko pač toliko let ni bilo, sem bila dobesedno prisiljena iskati vrednost tudi drugje. In kje si jo našla? V tem, da sem vredna kot ženska, ne samo kot mama ali pa partnerica. In tudi se mi zdi, da je v
obdobju, ko postaneš mama, zelo pomembno, da skrbiš tudi za svojo žensko dušo oziroma za svojo ženskost v smislu, da si privoščiš tiste stvari, ki te osrečujejo, pa to ni samo čas, ki ga preživljaš z otroki ali pa skrb za otroke, ampak zase, za svojo dušo, da pač tega ne zgubiš, te ženskosti v sebi. Kako si ti danes to vzameš oziroma poskrbiš za to? Trenutno sem na drugi porodniški in čas teče zelo prehitro. Dnevi se obračajo, v bistvu pa v dnevu vseeno so trenutki, ko imam možnost, da si vzamem 5 minut, 10 minut, tudi pol ure časa zase, ampak je to zelo nepredvidljivih nekaj trenutkov, se pravi, da ni to vsak dan ob tej določeni uri, tako da jaz sama to nekako organiziram tako, da imam seznam, kaj me dvigne, kaj mi izboljša počutje, kaj mi v določenem dnevu paše, in ko dobim priložnost, pač si izberem eno izmed teh stvari in jo naredim. Ni to vsak dan, ampak ko je, vidim potem po tej, ali to, ne vem, kava, to bo tuš, ali to, ne vem, 20 minut sobnega kolesa, ali pa spanje pol ure, pač vidim, koliko se mi dejansko izboljša počutje, in sem pol čisto drugačna in do sebe in do moža, do otrok. Tako, ker se mi zdi, da dobra mama je tista mama, ki je dobra. Zdajle sem imela na Instagramu, sem naredila en kratek kviz od izgorelosti, me je zelo presenetilo, koliko ljudi je odgovorilo, da vejo, kako poskrbeti zase, ampak si ne znajo vzeti tega časa. In tukaj se mi zdi dobra usmeritev, a ne rabiš ti 1 ure časa zase. Lahko je to 5 minut, ali pa recimo, če nisi v tem obdobju porodniške, velikokrat si v avtu. Lahko v tistem času, ko si v avtu, ko si nekam na poti ali pa ko si na WC-ju, si vzameš 2 minuti pa si daš neke, ne vem, pozitivne afirmacije, če ti to pomaga, ali pa takrat si malo čuječ. Res ne rabiš imeti 1 ure za športati, če pač ni obdobje, kjer bi bil urnik naklonjen temu, a ne. Samo pač prilagoditi to pa malo mogoče spustiti pričakovanja, ja, a ne. Včasih imaš obdobje v življenju, kjer lahko v istem dnevu greš športat, pa meditiraš, pa se družiš, pa bla, 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 pa lahko pride obdobje, kjer poskrbiš, da spiješ 2 litra vode, pa si lahko na koncu dneva, wow, lej, pač to mi je bil izziv in danes sem za to poskrbela. Ja, in to, ne, najti moč, da si sposoben v tistem trenutku začutiti, kaj tebi zdajle, oziroma kaj potrebuješ v tem trenutku. Ali je to počitek, ali je to neko aktivno, neka telovadba, na primer, ali pa to 5 minut sedenja za kuhinjsko mizo in srkanje, ne vem, skodelice čaja, kakorkoli, ampak da znaš stopiti v stik sam s sabo, da se znaš dvigniti, no, to se mi zdi zelo pomembno. A je tvoj izziv, da tega, recimo, če tega ne narediš, čist časovna stiska, ali tudi kdaj, da, ne vem, želja, da bi bila pa skozi z otrokom? Ali pa da če poskrbiš zase, da s tem zapostaviš skrb za otroka? Ne, to nimam nikoli občutka, zato ker še vedno je tega časa z otroki bistveno, bistveno več kot dejansko časa zame. Ampak že tisti občutek, da sem pa uspela, ne vem, na primer kot danes, ostati pol ure predno so vsi ostali družinski člani se zbudili, in sem jaz do takrat že spila kavo, in v miru pripravila stvari za dan, mi je to že izboljšalo počutje za cel dan. Kako pa vedeti, kdaj je bolj pomembno počivati zjutraj, ker si utrujena, kdaj pa vstati pol ure prej pa si vzeti to, kar si zdaj opisala? Stik sam s sabo. Ja. Da se toliko poznaš in na tem je pač moraš delati, ne, da ti zjutraj dojameš, ali rabiš kavo ali rabiš 1 uro spanja. Ni pa to lahko, pa tudi
se zaciklaš in ugotoviš, da si v bistvu že pol ure brskaš po telefonu, a v bistvu bi lahko brskal po telefonu tudi zraven, ko goniš sobno kolo. Ne? V bistvu meni je zdaj največji izziv ta časovnica, ne? Oziroma da tudi najdem pol energijo, da si to dam. Ne? Ker najlažje se je uležati na kavč pa noge v luft ali pa še zazbluziti pol ure na telefonu, ko otroka zaspita. Ja, meni se zdi, trenutno, ko jaz gledam na stik s seboj, skoraj vedno bo nekje vmes bojo prišli telefoni. Jaz bi rekla zase, da ekrani pa te navade, ki se jih ne zavedaš, je to najlažji motilec stika s seboj. Takrat, ko bi lahko bil malo v praznini, pa videl, kako si, motaš to s telefonom, saj, če se tega zavedaš, pa si rečeš, evo, jaz imam zdaj to sprostitev, ali pa gledaš neko serijo, ki ti čisto odklop možgane, ok, good, se tega zavedaš in si daš ta odklop. Ampak nezaveden odklop, kjer pa ja, malo scrollaš, pa po 15 minutah, oh shit, nič nisem imela od tega. Jaz sem si eno obdobje dala, sicer se zdaj že nekaj časa mogoče ne držim tega, ali sem pa toliko zmanjšala uporabo ekrana, ampak dejansko sem pogledala v dnevu, kdaj me odnese. Ne? In odnesel me je zjutraj, ko so še vsi spali, jaz sem bila pa na pol neki budna, vedela sem, da če bom jaz ostala, se bo dojenčica zbudila. In pol primem telefon in mine, ne vem, na primer 1 ura. Vse vmes malo zadrjam, pa spet ne, ampak ok, in sem si dala od 7 do 9 zjutraj nimam telefona. Pač telefon vzamem v roke ob 9, ko smo že vsi siti, oba ta malega previta, v glavnem jaz že spijem kavo. In pol ni več tistega časa, ker se akcija začne, da bi lahko kar scrollal po telefonu. Potem sem si dala v času spanja obeh dveh, da tudi ni telefona, in pa zvečer, ko oba zaspita, pač tudi ni telefona, ker pol dejansko sem sposobna zvečer še pospraviti kuhinjo, pospraviti naš bivalni prostor, da zjutraj lepo začnemo dan, kar mi ful pomeni, ne, da imamo urejeno zjutraj, ko se zbudimo. Iti pod tuš, po možnosti še, ne vem, pripraviti zajtrk za zjutraj, z možem spregovoriti par besed tako. In v bistvu ugotoviš, da je šlo šele, ne vem, 40 minut, ne. Če bi pa se priklopila na telefon, Pa to je 1, 2, 3. preveč odnese, ne, nekaj časa. Če greva še malo na tvojo ustvarjalno pot oziroma na izobrazbo, ti bom kar prepustila, da ti poveš, kako je šlo. Jaz sem se po zaključku osnovne šole odločila, da grem na škofijsko klasično gimnazijo. In tam sem v bistvu ob obiskovanju gimnazije obiskovala tudi dekliški pevski zbor, ki ga je vodila profesorica Helena Fojkar Zupančič. In tam dobila ogromno enih impulzov, da je to mogoče moj poklic, moja poklicanost. In se potem po koncu gimnazije odločila, da grem na Akademijo za glasbo, smer glasbena pedagogika, kjer sem potem po dokončanem študiju se za 1 leto zaposlila v domači glasbeni šoli, tukaj v Škofji Loki, potem me je pa ljubezen vodila v Brežice, kjer sem potem sprejela službo v osnovni šoli. In zdaj je že, sva ravnokar ugotavljala, da že 10 let delam v šolstvu. Pač v osnovni šoli namenoma, ker ja, že po času študija sem razmišljala, kakšna bo moja služba, kakšen bo moj delovnik, da bo omogočal družinsko življenje, da bo meni omogočal, da bom čim več časa s svojimi otroki, tako da je bilo pač delo v osnovni šoli ena izmed najboljših možnosti. No, to je tisto, kar se spomnim v tistem obdobju. Jaz sem bila na faksu v tujini in cel svoje življenje bi prilagodila študiju ali pa službi, a ne, ti si šla pa prilagajati življenje, da bo naklonjeno materinstvu. Ja. Ampak hkrati imava pa vzorce, kot so
obremenjevanje, pa perfekcija, pa ne vem, pretirano iskanje neke vrednosti v enih stvareh. Samo v eni stvari, recimo, imamo pa skupne, a ne, pa se izražamo na različnih nivojih ali pa področjih. Zdaj, če se dotaknem pa še druge moje ustvarjalne poti, to je pa rada šivam, rada kuham, pečem kruh in to so tudi tisti trenutki, ki jih tudi zdaj na drugi porodniški iščem oziroma si dajem, ker me pač napolnijo, ne samo kot mamo, ampak kot žensko. In ja, in tudi tukaj v tej smeri je šlo vedno, komaj čakam, da bom šivala za svoje otroke, komaj čakam, da bom pekla kruh svojim otrokom in tako. Zdaj si se pa pol v bistvu po nastopu materinstva šla še na eno drugo pot, a ne? Ja, to je pa pot, ki jo še v veliki meri raziskujem oziroma poglabljam, ali kako bi temu rekla. Ja, naredila sem izobraževanje za poporodno dulo, ker imam zelo bogato pač pot, ne, do materinstva in potem za sabo zelo lepo prvo porodniško, in zdaj tudi druga je tudi neprimerljivo lepa. In v bistvu si želim kot ženska, kot mama podpreti mamice v teh obdobjih, ker so res za žensko zelo intenzivna, zelo lahko turbulentna, lahko tudi težka. In se čutim tukaj kot nekako poklicano, da podprem ženske na tak način. A lahko malo poveš za nekoga, ki mogoče sploh ne ve, kdo to je dula? Kakšna je tvoja vloga kot poporodna dula in kaj je recimo še kaj je razlika med poporodno dulo z, ne vem, a se temu reče splošna dula ali... Ja, porodna dula. Ja. Zdaj, jaz nisem prisotna pri porodih, medtem ko dula je prisotna pri porodih, tako da jaz v bistvu podpiram mamico v njenem poporodnem obdobju. In v bistvu gre za dogovor z mamico, kje se čuti šibko, kje želi, da jo podprem, ali je to pogovor, ali je to pomoč pri gospodinjstvu, ali je to pomoč pri dojenju. Skratka, če se mamica odloči, ne, da si pač želi pomoči poporodne dule, je pol vse v stvari dogovora, kje želi, da jo pač podprem, da ji pomagam, da ji svetujem. Tako. Ti si zdaj še na porodniški, ampak ja, meni se zdi to lep poklic in da če bo katero poklical ali pa če je nagovorila tvoja zgodba, da te kontaktira v takem primeru, meni se zdi, da mora biti dragoceno v takem obdobju imeti ob sebi nekoga, a ne, saj ne more to nadomestiti partnerja ali pa one primarne neke družine podpore, ampak imeti nekoga, ki je pa mogoče malo miks strokovne podpore plus nekoga, ki res mogoče razume ene izzive, ki jih mogoče prijateljice ne, če še niso bile tam ali so imele drugačno zgodbo, ali pa partner tudi pač ne more razumeti vseh. Ja, in tudi v bistvu jaz se čutim poklicano tudi biti opora ženski po izgubi otročka v času nosečnosti, ker tudi takrat nastopi poporodno obdobje, jaz sem jih dala kar nekaj čez in tisto je mogoče na neki način čist drugačno kot dejansko pač poporodno obdobje, ko rodiš otroka, ko rodiš zdravega otroka. Jaz sem se dostikrat čutila sama v tem smislu, da nihče ne govori o tem, kako se pa ženska počuti hormonsko že, ne, tudi ko pač se zgodi splav, se zgodijo spremembe v telesu, praktično tako kot po porodu, ne. Telo dojame to kot, ne, prekinitev. Ja, prekinitev nosečnosti. Po tem, ko rodiš, a ne, se ti itak življenje postavi na glavo, ampak
mogoče tudi okolica to ve in ne vem, kako je bilo tebi potem, ko greš čez splav, ali ljudje, kako gre ta časovnica, kdaj, koliko ljudi od tega govorijo, kako se je tebi zdelo, a je bil prostor, da si ti od tega govorila toliko časa, kakor si ti želela. Zdaj, ko si me to vprašala, sem takoj pomislila na to, kako se mi je bilo vrniti nazaj v službo. Pač vsi sodelavci pa sodelavke so vedeli, da če sem bila jaz odsotna dlje kot 14 dni, se nekaj dogaja. Ne. Zdaj, v katero smer gre ali spet gre, itak niso vedeli, ne, tudi nihče ni spraševal, ampak s pogledi smo si pač povedali vse. In spomnim se na jaz sem bila v obeh nosečnostih na bolniški in ko sem bila pač, ne vem, 2-3 mesece odsotna, sem dobila od tistih sodelavk, s katerimi sem si res blizu, sporočilo, da res upajo, da je zdaj to, ne, ker ponavadi po splavih sem se vrnila, ne vem, hitrejše v glavnem kot dejansko potem na bolniški zaradi nosečnosti. Ja, in tisto, ta podpora, no, sem jo imela in lahko sem govorila tudi v službi z določenimi ljudmi o teh stvareh in o tem, kako imam že od vedno željo postati mama in ja, s partnerjem sva se tudi pogovarjala dolgo časa, ampak potem sva pa prišla do točke, ko pa sva rekla, okej, zdaj pa zaključiva to zgodbo, v smislu gremo na pot upanja spet, se pravi, kaj zdaj sledi, kakšni so zdaj koraki, k temu, da bi pač vse uspelo. Tako. Je pa razlika, ne, žensko doživljanje splava, moško doživljanje splava, kar je normalno po naravi. In zato vsaki ženski, ki se ji to dogaja, ker vemo, da tega ni malo, želim, da ima ob sebi podporo partnerja, kar ne dvomim, da pač ni, ampak in širšo podporo, se pravi družine, prijateljice, sodelavke ali pa strokovna pomoč, ker te trenutki praznine, ko pol nastanejo, ko se še hormoni umirijo, so lahko res pač hudi. Kako si pa ti navigirala to, a ne, se pravi, partner vseeno drugače dojema splav kakor ti, sigurno ne zate, samo če ne drugega, samo iz hormonskega vidika bolj ne vem, ali bolj intenzivno ali pa drugače. Kako je to vplivalo na vajin odnos? Močnejša sva. Močnejša sva in vsak zase, ne, kot osebnosti, kot midva pač skupaj veva, da veva, kaj zmoreva, kaj sva dala čez. Tudi zdaj, ne, kot starša sva zagotovo boljša starša, ker naju določene stvari ne vržejo iz tira, ker pač veš, da lahko ne bi bilo teh izzivov, če se nama ne bi uresničila ta želja. A si mogla kdaj zavoljo svojega duševnega zdravja postaviti meje? Ali pa reči, čemu ne? Ali pa prilagoditi ali službo ali zaradi duševnega zdravja ne tako očitno, zagotovo pa zaradi fizičnega zdravja. Moji obe nosečnosti sta bili rizični zaradi zgodovine pač preteklih splavov. In v prvi nosečnosti sem bila na bolniški bolj preventivno, ni bilo nič tako dejansko karkoli narobe, ampak že tisti strah, ke se ti pač zarije v kosti in misli in srce, da ne bi slučajno bilo kaj narobe ali pa da ne bi jaz slučajno kaj narobe naredila, da bi pač bilo narobe.
me je v bistvu zelo omejil v smislu gibanja, tudi konec koncev druženja, ampak ker veš, kakšna nagrada bo za te žrtve, pa ni to žrtvovanje, ampak za te omejitve, te pač drži gor, in zmoreš in greš vsak dan, za sebe, vsak dan postopoma, enega za drugim in se jih potem nabere toliko, da lahko greš rodit. V drugi nosečnosti, sem pa bila v 25. tednu hospitalizirana zaradi, kratkega materničnega vratu in grožnje prezgodnjega poroda. In takrat se mi je pa ja, v malem sesul svet. Ampak spet na tisti tehtnici, okej, spet sem noseča, rodila bom zdravega otročka, oziroma pa nezdravo deklico, sem takrat vedela, da bo deklica. Na drugi strani pa ločena bom od mojih 2 fantov, kako bo to doživel, starejši, kako bo mož zmogel organizirati celotno družinsko življenje brez mene. In vem, spomnim se, najtežje mi je bilo prve 3 dni, jokala sem. 3 dni sem jokala, da sem dojela, da pač, tako je in tako bo še nekaj časa in da, največ, kar lahko naredim, je, da sem pač jaz dobro, ker bom s tem podprla moža, ker bom s tem, dala vedeti, sinčku, da sem jaz okej, ne. Ja, je pa tako bilo kar težko in v bistvu zdaj, ko za nazaj pomislim, kaj me je takrat najbolj dvigovalo oziroma naju je dvigovalo, ker za nobenega ni bilo lahko, ne zame ne za moža, ne za ta maloga. To, da v bistvu sva si z možem ves čas govorila, če boš ti zmogel ali pa on meni, če bom jaz zmogla, bom jaz tudi zmogel oziroma zmogla, ne. Se pravi, drug drugega sva videla v težji vlogi. In to naju je res, res tako nekako in povezovalo in bodrilo in dajalo nekega zagona, da je to samo obdobje, ki bo minilo, in ne, potem, ko so me v 34. tednu, spustili domov, je bilo to res eno tako veliko olajšanje, ker sem pač tudi vedela, da tudi če rodim, da bo pač vse v redu. Ja, no, to sta taki 2 obdobji, ke sem bila omejena oziroma sem mogla reči marsikateri stvari ne. Zaradi, drugih mogoče, ne toliko zaradi sebe, ampak ja, zaradi zdravja mojih 2 otročkov. Sicer ne vem, a je to zdaj retorično vprašanje, ampak na katere odločitve ali pa veščine ali pa navade bi rekla, da si danes najbolj ponosna? Zagotovo občutek hvaležnosti. Jaz nisem še nikoli bila v življenju toliko hvaležna, kot sem zdaj, odkar sem mama. In občutek, da da živim svoje sanje, da sem pač to, kar zdaj živim, nekoč, samo sanjala. In da imam v bistvu vse, kar sem si želela, da je zdaj pač čas, da to živim in uživam v polnosti. Zdaj sem prvič mogoče pomislila, dostikrat se mi zdi, da smo tako naravnani, da si želimo eno stvar in ta se pol uresniči in pol že nismo več toliko hvaležni za to stvar, ampak imamo naslednji cilj, a ne. Ti se mi zdiš tak lep primer, kjer pa toliko časa si želela in zdaj res izžarevaš zavedanje in hvaležnost, da to, kar imaš zdaj, ni samoumevno in da nisi zdaj, zdaj pa bi rada, ne vem, to pa to stvar pa to pa to stvar pa. Ja, res. Nimam zdaj neke take želje, da bi, ne vem, pa zdaj rekla, okej, zdaj pa si bom pa kariero zgradila ali pa zdaj bom pa, ne vem. No, to področje, materinstva, poporodnega obdobja, to me res zelo vleče in tudi, tule se želim nadaljnje izobraževati.
Tudi poklic glasbene pedagoginje oziroma učiteljice glasbe je vsekakor še pot, ki me še čaka po porodniški. Ampak ja, tako ne, zdaj, ko sem mama, imam včasih občutek, da sem tudi samo mama, ne, ampak vem, da je to bila toliko časa moja želja, da je to res tista stvar, zaradi katere mi ni nikoli težko zjutraj vstati, pa ne glede na to, kolikokrat se ponoči zbudim. Ja, ponavadi vedno vprašam, kako združuje nekdo različna področja svojega življenja in kako išče ravnovesje. A bi ti zdaj sploh rekla, da gledaš na ravnovesje, da ga loviš, ali da ali da veš, da trenutno je v ospredju materinstvo? Ali mogoče, ne vem, iščeš ravnovesje med skrbjo za otročka pa skrbjo zase? Iščem ravnovesje v sebi, da sem jaz okej, ne, ker tudi v materinstvu so izzivi, ki te znajo zelo spraviti iz tira, ampak v bistvu ja, v tej skrbi zase vem, da skrbim za ravnovesje celotne družine. Ker če sem jaz mirna, če imam jaz mirno komunikacijo z malčkom, če jaz pristopim k dojenju umirjena, je vse lažje, bolj umirjeno. Če imam pa pač jaz slab dan oziroma če se jaz ne počutim okej, pa to vpliva na celotno dinamiko družinskega življenja. Kako ti je pa s skrbmi, ki so prišle z materinstvom? Recimo, jaz si predstavljam, prej si lahko leta skrbela, kdaj se bo to zgodilo, ali pa ne vem, a je z mojim telesom vse v redu, a bom lahko bila mama. Pa, a ne, skrbi ni konec, skrbi so pol druge in še, ne vem, če bi jih primerjala, ampak otrok zboli. Kaj, če se mu bo kaj naredilo? No, to so pač skrbi, s katerimi se mi zdi, da se kot mama naučiš živeti na dnevni ravni. In pol bolj kot znaš te skrbi nekako sprejeti, ker stran jih ne moreš dati, zginejo pač ne, ampak bolj kot se naučiš nekako, ja, iskati ravnotežje med temi skrbmi pa med tem zavedanjem, vse je okej, zdravi smo, lažje nekako pluješ čez dan. Kako bi ti rekla, da skrbiš, da imaš ti ta občutek, da bo vse v redu, da zaupaš? Zagotovo je to občutek hvaležnosti, da pač v tistem trenutku, ko mi je težko ali pa ko me kaj skrbi, da si rečem, in da v bistvu začnem naštevati v glavi, kaj vse imamo, in jaz vedno si rečem na glas, zdravi smo, vse ostalo bo. Ker ja, kot si omenila, ko pa otrok zboli, takrat pa se mi zdi, da mame vklopimo neki mehanizem preživetja in vse usmerimo samo v to, da pač je otrok boljši in da je pol spet lahko neka rutina vzpostavljena. Če spregovoriva še malo o podpornem sistemu, kaj bi ti rekla, da ti je pomembno zdaj, kje najdeš podporo? Jaz sama zase vem, da imam zelo, zelo močno podporo pri svojem možu in da večkrat moje počutje izvira tudi iz tega, če sva midva okej, če midva komunicirava, če se midva pogovarjava, če sva midva si blizu, sem jaz tudi okej. Ker enostavno mi je partnerski odnos res zelo, zelo pomemben in se mi zdi, da je to najlepši zgled, ki ga lahko daš svojim otrokom. S tem, da imaš pač ti dober partnerski odnos z očetom svojih otrok. Kaj pa podpora v smislu drugih mamic, ali pa ne vem, prijateljic? Tudi zelo pomembno. Trenutno sem soorganizatorka srečanj Zaupam si, ki se dogajajo po celi Sloveniji, kamor se v bistvu mamice brezplačno prijavijo in pridejo na druženje, na pogovor, kjer pač ob vsakem srečanju odpiramo določene teme
Sama sem ta srečanja obiskovala že na prvi porodniški in tudi zdaj v drugi porodniški. In lahko rečem, da je to res neka taka izkušnja oziroma razbije ti dan na porodniški, družiš se z istomislečimi, ni nujno toliko z istomislečimi, kakor z mamicami, ki se jim dogajajo podobne stvari in najdeš odgovore, odkrito lahko vprašaš, določene stvari, ker so te, ja, sploh če si prvorodka, ne, vem, da je meni bilo na prvi porodniški zelo, pomembno to, da sem v bistvu dobila občutek, okej sem, zmorem, imam odgovore na svoja vprašanja, ker teh vprašanj je pol kar naenkrat cel koš in, skozi se sprašuješ, a v redu delam, a je to okej, a to ni okej. In jaz se spomnim svojega prvega poporodnega obdobja, ko sem si rekla: "Bodi nežna do sebe." To je ena stvar, ki me je vodila, druga stvar, ki me je tako večkrat, dvignila, ko sem si rekla: "Vse je normalno, kar delaš, vse je normalno, kar se sprašuješ, vse je normalno, kar se ti zdi, ne vem, mogoče nenavadno, ker je to res, velika sprememba za mamo kot žensko." Kako pa je bila drugačna oziroma je drugačna druga porodniška od prve? Ali pa tudi nosečnost? Vsekakor, manj časa imaš zase v drugi porodniški. Midva sva se še z možem odločila, da starejši ne bo obiskoval vrtca, tako da ga imava doma. Hkrati pa lažja, ker veš, da se določene stvari, kot je na primer dojenje, spanje, pač te določene stvari, ki se jih pač mamice, s katerimi se v prvem poporodnem obdobju srečuješ prvič, je zdaj v drugo lažje, ker veš, da bo steklo, da bojo izzivi, ampak da se jih v večini da premagniti. A bi priporočala kakšno literaturo ali pa filme ali pa podcaste, ali kaj si ti recimo brala pa raziskovala na temo materinstva, ali pa še takrat v obdobju, truda za zanositev? Takrat v obdobju, truda za zanositev nisem kaj veliko brala takih stvari kot, v smislu, materinstva ali pa, ne vem, pač določenih poti do, zanositve, ampak predvsem sem se takrat začela, ukvarjati z jogo, z meditacijo in z branjem knjig, ki bi me, dvigale v smislu duševnega zdravja. V obeh nosečnostih sem pa prebrala, knjigo Sanjsko rojstvo, ki v bistvu ki žensko, pripravlja na različna, obdobja nosečnosti in poporodnega obdobja, preko meditacij, takih, zapisov. Ta mi je bila zelo všeč. Kar se, tiče pa vzgoje, pa ne vem zdajle točno naslov, ampak nekaj v smislu knjiga, za katero bi želel, da bi jo prebrali tudi tvoji starši. Mislim, da je tak naslov, mogoče boš pa dala v opis. Mislim, da bi nekaj knjiga, za katero si želite, da bi jo prebrali vaši starši ali otroci ali nekaj Ne, in tako. vam bojo vaši otroci hvaležni, da ste jo vi, nekaj v tem smislu, ja. To. Pa še zdaj smo pa v obdobju, z, starejšim, ko je 2 leti star, pa kaj razmišlja moj otrok. Pa v bistvu govori o tem, da tebi predstavi kot staršu, kaj se v določenih situacijah, kot je napad trme ali pa, odlašanje uspavanja, v glavnem različne, situacije, s katerimi se srečaš s tako starimi otroci, in ti v bistvu predstavi, kaj se takrat dogaja v otrokovi glavi, v otrokovih možganih, da v bistvu lažje razumeš svojega otroka in pol lažje z njim sodeluješ in, te ne iztiri v takih pač situacijah. Če se ozreva še naprej, ali glede službe ali glede tvojega osebnega življenja ali pa glede navad. A imaš kaj, kar si
daš na to-do, a si delaš, zdaj bo kmalu novo leto, a imaš kakšne te rituale. Čeprav vedno, ko to vprašam, se mi zdi, moram narediti še promocijo temu, da smo prisotni v sedanjosti, a ne. Zdaj ne vem, če se bom tega letos lotila, ampak vsekakor sem se pa tega lotila, ti se boš spomnila, ko sva se pogovarjali v tistem letu, ko sem zanosila s starejšim, sem si dala, da v vsakem mesecu premagam en strah. In neverjetno, v nobenem mesecu se nisem rabila spraševati, kjer strah bom premagovala, ker so te stvari kar spontano prihajale. In sem januarja zanosila in je bilo februarja premagan strah prvega pregleda o nosečnosti, da je bilo vse v redu. Je bilo v drugem mesecu nuhalna in vsi tisti pregledi, ki so jih mogla opraviti, je bilo spet vse v redu. Vsak mesec, ne, pa je bil pol izkušnja poroda v oktobru, ko sem rodila. Vsak mesec sem bila postavljena pred določen strah, ki ga bom pač premagala, ker sem pač dala to namen. A imaš zdaj še strahove, ki si jih želiš premagati? Definitivno. A je kakšen, ki bi ga izpostavila? Ne vem, mogoče strah pred javnim nastopanjem, oziroma tole najino snemanje mi je bilo kar velik izziv, ampak sem si pa na koncu rekla, okej, prepusti se, odgovarjaj iz srca, iz svojih doživljanj, svojih preizkušenj in bo najlepše, kar lahko daš poslušalcem. In res še enkrat iz srca hvala, da si prišla podeliti. Meni se skozi dela tvoja zgodba, se mi še zdi, ja, taka, za katero sem 100% prepričana, da si bo kdo kdaj rekel, če je Ema zmogla, bom zmogla tudi jaz, ali pa bom zmogel tudi jaz. In tudi zelo lep primer je zgodbe izzivov s srečnim koncem, razpletom in hkrati pot pač izzivov, saj ni konec izzivov, a ne, ampak navdih, kako iti čez težke dni, da je vredno ne obupati. Definitivno. In res polagam na srce ženskam, ki so v teh preizkušnjah, da naj bodo nežne do sebe, da naj si okrog sebe res zgradijo podporni sistem, ker nikoli ne veš, kaj te čaka v življenju, kakšne preizkušnje. In če imaš neko bazo in sam s sabo in s svojimi najbližjimi, je potem vsak dan posebej lahko bistveno lepši, lažji, bogatejši. A je še kaj, kar sva pozabila se dotakniti, kaj, kar bi še ti povedala ali pa podelila? Se je drugače bila pa ta zaključna misel meni lepa. Če te kdo želi spremljati ali pa kontaktirati, stopati v stik s tabo? Imam Instagram profil, kar moj osebni profil, Polanec Ema, kjer sem zdaj v drugem poporodnem obdobju začela deliti tako malo doživljanja in svoje misli, kaj se mi dogaja v glavi v določenih dnevih, večerih, trenutkih. Tako da tam delim v bistvu misli, v želji, da dajem neki občutek mamicam, da so varne v svojih občutkih in da vse, kar doživljaš kot mama, je normalno. In da naj ne bojo prestroge do sebe oziroma naj si dovolijo biti ranljive, biti sočutne in odprte v vseh pogledih. Ja, tudi meni so ti zapisi v navdih, tako se mi zdi, da so en tak mali vpogled včasih v tempo mamice in kako v vsakodnevnih opravilih iskati tisto, kar ti je res pomembno, pa tisto, kar ni tako pomembno. Pa mogoče ne zložiti cunj, pa nima to toliko veze. Ja, sem rekla, poskrbeti zase pred kakšnim zloženim škofom cunj. Ja. Ema, še enkrat res hvala. Hvala tebi za povabilo in zdaj se mi je še ena misel utrnila. Večkrat si me vprašala, če bom kdaj kje delila to svojo zgodbo. In ko si začela snemati podcast, mi je bilo tako ena izmed misli, da če jo bom kdaj kje
podelila prvič, bo to prioritet. Zato ker, tako si prej rekla, smo si zelo različni, ampak v ključnih trenutkih v življenju smo si pa stali ob strani in si bova stali ob strani in to je tisto, kar privoščim vsaki ženski, da ima ob sebi ljudi, ki jo podpirajo. Zdaj se bova pa obema Ja. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.